Ja, v tokratnih glasbenih minutah pa vam predstavljamo finalistko festivala Korajža velja, Laro Ose. Dobro jutro, želim, Lara. Dobro jutro. Najstnica, 15 let stara, 9. razred osnovne šole v Celju. Bi lahko zase rekla, da si tipična najstnica? Ja in ne, no. Po eni strani sem, po drugi pa ne, no. Kaj pomeni biti tipična najstnica? Torej se obnašati tako, kot se obnašajo punce stare 14-15 let? In kakšno obnašanje je to? Kaj to pomeni? Ja ne vem, da imajo rade take stvari, ko ne vem, nakupovanje, pa fante, pa ne vem. To so potem tudi vse ženske najstnice, ne, potem takem, če bi sodili po nakupovanju. Kaj pa netipičnost? Morda? Ja ne vem, veliko se jih ne ukvarja s toliko stvarmi, ko se jasno. Recimo, verjetno je, prebral sem, ena stvar je fotografija, ples, Ja. pa glasbena šola. Oziroma je konec glasbene šole bilo, nekako tako, ne? Kak? Zaključila si že glasbeno šolo. Ja. Ne? Fotografija in ples je za tvoje pojme umetnost. Ja, umetnost. Zakaj? Zaradi tega, ker se lahko prek tega izražaš pač svoje čustva, ne vem, lahko si ustvarjalen. In spoznavaš verjetno ljudi, ki se ukvarjajo s podobne interese, ja. In si že kakšnega spoznala? Kakšno? Ja, veliko, kar ja. Kje? Ja, za glasbo v glasbeni šoli, potem fotografijo je kar veliko sovrstnikov tudi, pa starejših tudi, no. Kdaj meniš ti, da gre pri neki stvari, hobiju recimo temu, ne, za umetnost? Kdaj prestopiš potem ta diapazon? Ko rečeš, ne vem, zdaj sem amaterka, ne, potem pa se grem umetnost. Ja, ne vem. Kdaj to začutiš sama, misliš? Ja, ko ti je res to tako veselje, ne vem, pa da res čutiš, da čez to izražaš res svoje misli, pa... Kako se pa počutiš, ko potem tvoji prijatelji in prijateljice pohvalijo tvojo fotografijo ali pa ples, morda takrat začutiš, da gre za umetnost? Tudi, ja. Tudi? Ja. In umetnost v tvojem življenju je tudi široka, ne? Ukvarjaš se z glasbo že kar nekaj časa. Koliko let? 7. 7 let. Igranje? Flavto igram 6 let, samo v glasbi nisem pa že v bistvu 7 let. In danes nam boš nekaj zapela, ne zaigrala. Ja. Katera skladba bo to? Chasing Pavements od Adele. Izvoli. Uživo, Lara Ose. I made up my mind, don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further, this ain't lust. I know this is love, but if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew a place? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements? Whoa. Should I leave up or should I just keep chasing pavements?
To je bila Lara Osed, ki nam je v živo zapela skladbo Adele. Opazil sem, da si mladi pretežno izbirate skladbe tujih izvajalcev in ne slovenskih. Ja. Kakšen je razlog za to? Ja, eno je, da mi niso tako všeč slovenske pesmi, drugo pa, da mi bolj ležijo, ne vem, zaradi lege tudi glasu pa tega. Slovenski pevci ali skladbe ti niso všeč? Skladbe, bolj skladbe, ja. Kaj pa slovenska pa pevka stara? To so zelo lepe melodije. Ja, odvisno, ja. Ene so bolj bolj so mi ene všeč, druge pa ne, no, tak. Morda bi mogla včasih tudi izbrati kakšno slovensko. Ja. Morda za naslednjič, ne? Mimogrede, zelo lepo si odpela. Včeraj ravno si prejela tudi zlato priznanje, zlato plaketo. Ja. Kar pohvali se. Ja, v kvartetu, skupaj s kvartetom, no, iz flavt. Kje je bilo to? V Velenju. V Velenju. Pomeni to morda, da boš nadaljevala pot s flavtom? Ne, sem se odločila, da ne bom. Zakaj ne? Pa klasična glasba me ne veseli toliko več. Boš dala prednost pop petju? Ja, Pa seveda srednji šoli, ne? Pa fakulteti. tudi, ja. Upam. Hvala lepa za pogovor in obisko Hvala v vam. Lara.